dropotajo zunaj, pa cesto gradijo. Mi dva hočeva pa video snemati, a ne? To tvoje ne gre skupaj, vem! Tudi jaz se jezim. Kaj ni zdaj? Torej, današnji haul bo v znamenju gradnje ceste in mačkov, ki se jezijo na ptiče. Ampak ja, če ne bom naredila tega haula zdaj, ga ne bom nikoli, zato ker bom pač hotela vse to obleči. Tako da, gremo noter! Awesome! Torej, za vikend smo se jaz, Aleksandra Rose pa Gašper iz Gapi TV smo rekli, nič, gremo v Primark. Hoteli smo iti v nedeljo, na kar smo pogruntali, da je Primark v Gradcu v nedeljo zaprt. Tako da smo rekli, nič, gremo v ponedeljek. A nameratov shopping? Ja! Tako vsi lepo z eno vrečko in jaz tle z veliko. Ker smo vsi trije freelancerji in pač delamo na svojih projektih in nimamo rednih služb kot takih, smo si lahko privoščili, da smo šli v ponedeljek ob 12. gladko v Gradcu Primark. And it was the best thing ever. Tako da, kar naenkrat imam ful več motivacije, še več motivacije za ta lifestyle. Ampak to vas zdaj ne zanima. Vi ste tle zaradi hola. Cunje, Primark, to, gremo noter, a ne? Začela bom pri oblačilih, pa gremo pa na vse ostalo, ker se mi zdi, da Primark primarno prideš zaradi oblačil, a ne? No, tokrat so imeli ful puloverčkov, ful puljev, ful toplih stvari. Miša, prosim, ne unič mi rože, ne, a lahko, prosim, to svojo puhasto rit odmaknejo. Kam? Impossible. Ful puloverčkov in eden, ki mi je takoj padel v oči, je bil tale. Čakaj, zdaj se bom oblekla vse, pa boste videli. Ampak ja. Noter je take tan barve, vzunji rdeč. Meni ta rdeča ful paše in ful mi je všeč, ampak tako nimam skoraj nič v tej rdeči, tako da letos sem rekla, da bom malo se založila s to rdečo. Tako da tak čist preprost za vrš čez na hitrco. Jaz bom šla kar po vrsti brez nekega reda, karkoli. Imeli so zelo velik leder krilc, imeli so zelo velik leder hlač, ampak tiste, ki je meni najbolj padla v oči, je bil tale pencil skirt, ki je mečkan daljši in ga dejansko lahko nosiš ali s ful visokim pasom, ali pa pač mečkan nižji, pa gre dejansko čez kolena. In mi ful dobro pade. Jaz imam ponavadi vedno ful probleme s temi stvarmi, ker so kakorkoli ne bi bile rahlo čez kolena, še vsem prekratke. Tako da tam je bil ful všeč. Noter material je nek tak mehak. In ni čist navaden kitajski leder, ki ne moreš pol v tistem biti cel dan, ampak tole bo po moje ful prijetno za nositi. In se ful veselim, da ga bom res veliko nosila. Tako da, to sem ful dolgo cajta že iskala in evo, najdla, ful v redu. Ok, pa imamo malo navadnih stvari, kakor so majčke, spodne majčke. Zanimiv fakt je, da jaz točno te spodne majčke kupujem že 3 leta. Vsak let kupam par kožnih barv. Letos je ta kožna barva malo rozasta. Miša, aloh, prosim. Thank you, najlepša hvala. Je ta kožna barva malo rozasta, tako da pač quality control lih tle ne štima, ne. Tako da, 2 spodne majčke, potem eno čist navadno majčko z dolgimi rokavi, teh si vedno malo naberem. Ta je taka sivkasta, čist navadna, lih toliko, da imam nekaj za zraven. Potem imamo še eno sivkasto pižamco, taka lušna, ampak udobna. Ful mehka, ful tak res mehak bombažek. Potem imamo pajkice. Zdaj, pri pajkicah, pri hlačah v Primarku sem jaz vedno tako, itak mi ne bojo prav, kaj se sploh ubadam s tem, kaj sploh hodim probavati. Ampak sem rekla za foro, dajmo čist sam za foro, probati ene pajkice, ene jeggingse, pa da vidim, ker včasih kakšne hlače se pa res tako, ko so ful stretchy, se dejansko po dolžini dovolj raztegnejo in ne rabiš večjih številk ali pa pač daljših številk, ne? Tako da sem probala v bistvu 2 jeggingse, pa tele pajkice in te so mi bile dejansko prav. Tako da, te sem vzela, večinoma zato, da jih imam
ene malo lepše pajkice za doma, pač čisto, da če greš, ne vem, sedem na kavo ali pa karkoli, da pač res nisi unita najbolj domači trenirki, ampak da imaš ene tako semi-lepe pajkice. Pač te so tudi tako, ne bi bile napačne, tudi če bi dala kakšen oversized polovrček čez, kot ta je, naprimer, ali pa kaj tasga, se mi zdi, da bi še zmer lahko kot pull them off, brez problema. Tako da pajkice sem vzela, jeggingsi so mi bili pa absolutno prekratki, tako da ne bo šlo. Potem naprej, tole tle še eno ostala, tale zaponkica gor. Imam še en polovrček, ta pa tak duokromatski, v bistvu od spodaj je iste te tan barve, pa mašence ima na rokavčkih, pa rokavčki so taki malo širši. Kar mi je tudi zanimivo je, da predvidevam, da sta to dva različna materijala. Ja, vemo, da sta dva različna materijala, ampak ne vem, imam feeling, ta ima tak bolj na volno občutek, medtem ko ima ta tak bolj bombaž, sintetika, ali pa pač ta ima več sintetike noter. Po moje je kakšna taka zadeva, zato ker ta zgoren del je ful topu, od spodaj pa v bistvu ful lepo pade in mi je res ful luška spet ta temno rdeča, bordo rdeča barva, z malo takimi ženstvenimi dodatki in mi je toliko dober polovrček, res, da sem tako, vzela ga bom nujno. Imela sem še cel kup drugih polovrčkov, pa mi nekako niso ustrezali, ker so bili vsi full oversized in mi nekako ne ustreza ta preveč oversized moda, ker se enostavno počutim čuden v njej, čistko na simple. Potem sem še eno tako bolj klasično zadevo vzela in sicer tale puli in potem prideva z Aleksandro skupaj in gledava, kaj je vzela ena, kaj je vzela druga in ona prav, moj bog, a veš, koliko je ta puli hud, pa veš, koliko je topo, pa veš, koliko dobro stoji in jaz tako istega vam povlečem. Ja, vem. Tako da zagrabile sva isti puli, ker so res ful so mehki, pa taka ful dobra barva je. Je pa res, da mislim, da moraš eno cifro večjo vzeti. Ja, ta je 12. Jaz ponavadi max, kar vzamem je 10, ta je pa 12, ker je ta vzorc tako skup potegne, da mora biti malo večji, zato da pol lepo vzorc stoji, da ne zgledaš kaj ena pritisnjena šunka tam. Pol, kar sem vzela na home sectionu, je bila preproga za v kopalnico, ful sexy, tako ja, to je to. Potem sem si najdla tudi eno ful lušno torbico, tako majčkan manjše velikosti, čeprav je še zmer ogromna, dajmo biti čisti iskreni sami sabo, ampak sem rekla, da rabim tako nekaj majčkan manjšega za takrat, ker pač ruzak res ni primarna izbira. Isto ima dolg strap, takole, na flap se odpre, not je pač en velik pocket in to je to. Čist simple torbica, 13 €, 16 €, nekaj tasga, ni bilo krize. Pol, kaj imamo tukaj naprej? Cel pack štumfov in kar mi je ful všeč pri teh štumfih je, da na ta zgornjem delu, čak, tle imamo še eno tole noter, dobro. V glavnem, na ta zgornjem delu izgledajo čist klasični. Črni štumfi, sivi štumfi, beli štumfi, nič tasga. Ampak od spodaj imaš pa leopardji vzorc. Kar pomeni, da je pač moja potreba po weird štumfih zadovoljena, ampak tudi moja potreba potem, da grem na sestank in da mali medvedki ne gledajo ven iz mojih štumfov tudi, Pack gatk, to je vedno treba vzeti, ko greš v Primark. Potem imam pa jaz tle ful enih žab in pajkic in vsega in tega si vedno ful naberem v Primarku. Gremo najprej na to dolgočasne. Mislim, da je to, ja. Vzela sem eno 200 denir, ki so v bistvu čist črne, čist matte black, dosti tople, tudi za vse te jesenske dneve, pa to dejansko dosti debele. Niso une fleece pajkice, ampak so ful debele žabe. In jaz imam ful rada žabe, pajkice, take zadeve, ker pa lahko kiklice nosiš, tudi po zim, zdaj pač imam eno kiklico več, ki bom recimo nosila. Miša se strinja, vidiš. Potem sem vzela ultra soft viskoza iz bambusa, neki. Te izgledajo ultra soft, ampak niso toliko zelo čist črne, tako da po moje se majčkan čez prosevajo, kar bi znalo biti tudi ful v redu, ampak ful so mehke delovale, viskoza, nylon, elastan. Tako da sem rekla, I have to try them! In ta
ampak zakaj pa ne? Potem sem vzela... Aha, čist navadnih pol nisem vzela, zaradi tega, ker sem pogruntala, da mi hoferjeve bolj odgovarjajo. Potem sem vzela ene take klasične s črto vzadi, v bistvu čist preproste najlonke s črto, ne vem zakaj, ampak I'm loving this style. In pa najdla sem ene ful zanimive najlonke in sicer v kožni barvi so, ampak imajo odprte prste. In mi je bilo to tako bizarno, da sem rekla, da moram to absolutno sprobati, lej to. Kao pač odprte prste imajo na koncu. In jaz imam ful čevljev s petko, ki so na paščke, ki niso v spredi zaprti, a ne, kar pomeni, da pač če jih v hladnejših dnevih nosiš in imaš najlonke gor, imaš pol od spredi tako ven ti štrli, pač se vidi, da imaš najlonko gor, a ne. In me zanima, če je to pač rešitev za to, da se ne vidi, da imaš najlonke gor, ampak v bistvu imaš najlonke gor in v bistvu skoraj zmrzneš, ker imaš praktično gole noge s prsti vzuni, ampak v bistvu imaš pa najlonke gor. Tako da, to bo ful zanimivo, če se obnese, tako ke je ideja zastavljena, tako da, ja, bomo pač videli, it's like bizarke, čiste bizarke. Potem, ker imamo mačke, seveda rabimo lint rollerje, da povalamo vse te dlake dol, a ne, štrudel mali. Potem en pas sem vzela, tak čist, simpel, navaden, srebrn z sivo zadevo. Ful sem tako sivo, črno, ten, rdeča, roza letos. Tako ful sem se omejila svoje barve in mi ful paše, ker gre vse z vsem v moji omari, a ne. Potem še eno klipsno za lase, ker tega pač nikoli ni dovolj in to skozi zgubljam, tako da to je fajn imeti. Potem fake tangle teaser krtačka, ki je sicer ful bolj trda kot tangle teaser. Miša, ej, ne, aloh, lajo, takoj zakačila moj pas. Aloh, prosim, ne uničeš vsega, no, lajo. My god, maček. Ja, sorry, fake tangle teaser. To je čist plastičen, to ni mehka guma, ki je pri tangle teaserju. Bil je €1,50 in vzela sem jo za Mišo, zaradi tega, ker ta maček se ne mara česati z ničemer, z nobeno specializirano krtačo za mucice, ampak tangle teaser bo pa v redu. Okej, nadaljujmo. Svečka, siva svečka, ki paše v to sivo spalnico. Dejansko bo ful lepo noter pasala, ker imam vse v nekih teh kamenčkih in tako. Bambus in jasmin. Pač ne moram verjeti, tak love-hate relationship imam s tem vonjem. In sicer, ker sem ga povohala v trgovini, mi je bil ful všeč in mi je ful pasal domov. Pa sem prišla domov, sem ga povohala doma, sem bila tako, oh my god, zakaj sem sploh kupila to svečo, thanks Miša. In zdaj, ko jo voham spet, zdaj mi je spet všeč. Tako da, to bo ful zanimivo. Ampak večinoma sem jo kupila zato, ker je taka lepa siva in ker bo ful lepo pasala v to moje belo-sivo zen okolje, ki ga imam v tej spalnici. Maska za roke z rokavicami, ker pač moje obnohtne kožice so absolutno čist razboge in res boge. Pač moji nohti že rastejo, pa vse je cool z njimi, ampak obnohtne kožice so pa kriza. Tako da upam, da bo kaj pomagal. Potem sem naredila celo zalogo umetnih trepalnic. Pač, I am not kidding, a ne? Te so te posamezne, ki so meni osebno ful všeč, zaradi tega, ker jih lahko dam noter pač samo toliko, kolikor mi jih paše. Tako, ko imam, na primer, zdaj imam praktično 2 oziroma 3 čopke na vsaki strani. A lahko sploh kaj vidiš, po moje ne, ampak meni je pa ful dobro, pa ful se dobro počutim. Pa če bi jih rabila več, bi jih dala pač več noter, a ne? Tako da mi je to ful dobro, da lahko pač intenziteto sama prilagajam. Te so sicer ful dolge, tako da predvidevam, da so nič ne piše, ampak predvidevam, da so tako enih 10-12 mm dolge, nekaj tazga. Jaz sem drugače imela najrajš 8, ampak ja, za €1,50 cel pek, načeloma iz Kitajske dražji pridejo, a ne? Pa še ful jih moram čakati, zdaj sem jih pa pač zagrabila. In po, ko smo bili tam, sem zagledala še ene, ki so bile tako ala natural scena.
Te so bile malenkost dražje, te so bile 3,5 € in pa še ene, ki so bile tudi natural, so bile pa isto po 1,5 €. Te so pa take po moje bolj, te bi rekla, so bolj urejene, te so pa bolj natural v smislu, da niso tako ravne, da niso tako pošlihtane, da so malo nametane skupaj, da ni une perfektne uniformnosti, tako da zdaj čisto odvisno, kaj bom iskala, veš, bom pač rabila une metle messy ali pač hočem nekaj ful pošlihtanega, a ne. Tako da pač odvisno od tega, kaj iščeš, imaš tudi različne trepalnice. In še čist na koncu make-up zadeve. Jaz sem v Primarku, kdaj sem bila v Amsterdamu? Prejšnjega aprila sem kupila eno bronzer paletko od njih, to, kar vidiš tukaj, in od takrat jo uporabljam skozi in vsak dan. In sem rekla, ok, je za poskusiti, je za probati, je za pogledati, kjer zadeve so fajn. Vzela sem kamuflaž paletko, za kamuflirati vse tele moje pikice, ki jih imam povsod, za podočnjake in te stvari. Danes sem sprobala, v bistvu imaš za rdeta rozika je za neutralizirati rumene tone, za under eye circles, podučki, za neutralizirati rdečico, neutralizirati dullness, vijolična, to še nisem čisto pogruntala, kaj ne bi to pomenilo, da neutraliziraš dullness, in pa corrects imperfections, ta temno rdeča. Jaz sem danes uporabila ta zeleno za tele moje pikice, ki jih imam povsod. Ne moram reči, da je bilo neke ful drastične razlike, ampak recimo, da niso toliko očitne. Tako da po moje se moram tudi še jaz naučiti to uporabljati. Ampak so far ne bi priporočala nakupa, no, bomo videli. Pa še Master Eye paletko. To sem pa zagrabila predvsem zaradi tega, ker je A majhna, B vsebuje vse barve, ki jih jaz potencialno lahko rabim za čez dan ali pa za čez noč. In dejansko je tudi pigmentacija dosti dobra, z Aleksandro sva vse prešlatale in večinoma ostale paletke niso imele toliko cool pigmentacije, razen ena full glittery, ona je bila pa tako wow. In ta je pa tako dosti v redu pigmentacija, tako da mi je ful fajn, ker lahko pač praktično vzamem eno paletko s sabo kamorkoli in imam za 4 mesece različnih lookov v vseh živih barvah. To so ful barve, ki jih jaz nosim, rjave, rozike, malo šimerja, pa v bistvu 3 ta glavne so mat, tale belkasta, ta zelo svetla je mat, tale oranžno-rjava je mat, pa črna je mat, kar pomeni, da v bistvu imam vse une 3 mat, ki jih rabim, pa potem šimerčki ostali in mi je ful všeč. Tako da jo moram prav kmalu enkrat sprobati, pa da vidim, če mi bo še naprej všeč, pa če bom res nosila ful okoli. To je to! To je bil cel moj haul! Vse, kar tukaj vidiš, je bilo skupaj 186 €, nekaj takega. Tako da jaz imam vedno eno tako, drži se me ena taka prekletstva, ni prekletstva, pač vsakič, ko gremo v Primark, ven odnesem za 200 € stvari. To pač s tem sem se sprijaznila in vem, da tako vedno pač je. Hotela sem vzeti še posteljnino, ampak je ful tak grob, surov bombaž in sem pol rekla, da rajš ne bom in bom rajš kje drugje posteljnino poiskala. To je to, zdaj pejte si pogledati še Aleksandrin vlog, zaradi tega, ker Aleksandra je ful več vlogala in ful več posnela samega našega popotovanja gor in kaj se je pol dejansko v trgovini dogajalo in tako, da če želite cel ta Primark experience in to, pejte si pogledati njen video. It was an awesome trip, ful dobro sem se imela. Pejte si pogledati Aleksandrin video, pa se vidimo kmalu. Adijo!